Spearmint ali zelena meta, velikokrat boste slišali tudi menta spicata, je za razliko od poprove mete noro parfumska. Še bolj se mi zdi, če vam je že tako poprova meta všeč, ponavadi vsi, ko odpreš stekleničko spearminta oziroma zelene mete, rečejo: to je pa tako kot čigumi, ke smo jih bili včasih vajeni." In tudi otrokom je zelo všeč, tako da ni prav nič nenavadno, da se nahaja zaradi svojih učinkovanj tudi v otroškem cejmarju, da se nahaja tudi v otroškem rescuerju in da se nahaja v mešanici Adaptiv. Tako da ti to že veliko pove o njej. Spearmint ali zelena meta, kot rečeno, je zelo parfumska. Ujame se z vsemi citrusi. Meni ena taka zelo, zelo lepa kombinacija za parfumček je spearmint in tangerina. Saj veste, drugače, ko delamo rulončke, delam ponavadi s frakcioniranim kokosovim oljem, zato da ni preveč masten, da se hitro vpije. Tudi zato, da je uporaba varna, in ko uporabljam citruse, jih uporabljam zvečer ali pa na mestih, ki niso izpostavljeni preveč soncu. Tako da odlična, res lepa mešanica pride recimo s tam nekje 10 kapljicami ali pa 20 kapljicami spearminta, pa tam enim 30 kapljicami tangerine in dobimo ob frakcioniranem kokosu, ki ga date do vrha, res odličen parfumček, ki ga nanašamo na pulzne točke, zapestja, za ušesi, tukajle na vratu, za tilje, jaz pa tudi zelo rada pod nos. Kaj vse lahko storiš s spearmintom oziroma kaj so ti že povedale mešanice, ki jo vsebujejo? Odlična mešanica je za dihala. Odpira jih, lažje zadihaš z njo, uporabljaš jo lahko v difuzorju ali pa rečeno na predelu pljuč. Odlična je za podporo prebavilom, tako da jo lahko namažeš rečeno v popek in v smeri urnega kazalca potem tudi na prebavila, kadar imaš težave ali če je prebava preveč odprta, preveč zaprta, ko čutimo, da moramo kar kakšen gumb na hlačah odpeti, ali pa ko imamo res neprijeten občutek tudi na poti, bodisi ovinkasti na čolnu. Hkrati pa jaz zelo cenim tudi zeleno meto zaradi njenega hladilnega učinka, ali ko nismo dobro, da si rečeno na podplate nanesemo, da nekako telo lažje prehaja čez izzive, včasih, ko je treba kar kakšen dan preležati. Ali pa na drugi strani tudi zelo, zelo rada jo uporabljam v pršilki za poletno obdobje ali za po avtomobilu, ali pa kar v bistvu za osvežitev in ohladitev tudi na prostem, ko je sonce zelo močno, da te ohladi, osveži in hkrati tudi dviga razpoloženje. Tako da tudi to je ena od super moči zelene mete, da je izredno dobra pri podpiranju čustev, dvigovanju razpoloženja. Nekako z njo smo bolj samozavestni, se bolj jasno izražamo, vrne se nam pogum in nekako spodimo stran kakšno prestrašenost, tremo in podobno. Tako da zelo, zelo priporočam, ker je po vonju všečna in po učinku tako učinkovita, tudi vsem mlajšim, bodisi v šolskem času, kasnejšem univerzitetnem, je ena taka odlična pridobitev in jo lahko pripravimo in en tak rolonček ali pa jo imajo s sabo kar tako. Seveda je primerna tudi za interno uporabo. Eden prvih načinov, kjer lahko izrabite zeleno meto, je, da jo date v pršilko z destilirano vodo in jo uporabljate kot ustno vodico za osvežitev. Lahko pa jo izrabiš tudi kot dodatek v aromakulinariki. Odlično, res odlično se poda s temno čokolado, lahko narediš pralineje, zamrzneš te čokoladke in praktično imaš v 15 minutah izvrstno sladico za svoje bližnje. Gledam, če sem še kaj pozabila. Pri napetosti v glavi si jo lahko namažeš ne samo na sence, ampak kar rečeno od predela vrhnjega dela čela, vse naokoli do zatilja. Pa hkrati tudi kot zanimivost jo lahko izrabiš za podporo ledvicam, tako da si jo lahko rečeno mažeš na predel ledvic. Ali pa tudi v času, bom rekla, zaključka najsvetejšega obdobja ženske, to je v času poroda. Tako da velikokrat odžene neprijeten občutek, da zaupanje vase, moč in je tudi lahko sploh v prvem porodnem obdobju, prvi porodni fazi, res odlična podpora porodnici. Tako, tangerina je tisto, kar ti še predstavim, ampak kot rečeno, meni najlepši parfumček je spearmint in zelena meta ravno s tangerino.
Tako da upam, da si dobil kakšno novo idejo in da spermint izkoristiš, ker to je res ena najlepših mešanic, ko govorimo o dišeči meti.